Spoštovane zaveznice in zavezniki, dragi prijatelji, spoštovani gostje. Lepo pozdravljeni na drugem kongresu stranke Zavezništva Alenke Bratušek. In če boste člani sledili predlogu vodstva stranke, kongresa pod takšnim imenom stranka ne bo imela več. Kar pa seveda ne pomeni, da se poslavljamo z političnega prostora. Ravno nasprotno. Z novim imenom bomo še bolj jasno povedali, kakšna je naša politična usmeritev. Z resolucijo, ki jo bomo sprejeli, pa jasno pokazali, da vemo in znamo narediti to, kar je potrebno, da bo Slovenija imela boljšo prihodnost. Jasno bomo opredelili programska izhodišča, ki jih bomo zagovarjali, in ukrepe in spremembe, za katere se bomo zavzemali in jih podpirali. 2 leti mineva od našega ustanovnega kongresa stranke. 2 leti je lahko veliko, za politično stranko pa je to zelo kratko obdobje. Kljub temu, da je pomembna prihodnost, se bom zelo na kratko vseeno vrnila na pot, ki smo jo prehodili. Za našo stranko sta bili ti 2 leti zelo dinamični. Takoj po ustanovitvi stranke smo imeli volitve. Volitve, kjer nam praktično noben politični analitik in tudi javnomnenjske ankete niso napovedale preboja v parlament. Pa smo uspeli. Uspeli smo prepričati 40 tisoč volivk in volivcev, da so nam zaupali, verjeli v nas, v naše besede in predvsem v naš politični program. Stranka Zavezništva Alenke Bratušek je postala parlamentarna stranka in lahko smo ponosni na to. Sledili so pogovori z zmagovalno stranko v sodelovanju v vladi in koaliciji. Veliko programskih točk smo imeli skupnih. Kar nekaj naših idej je tudi danes vključenih v koalicijsko pogodbo, vendar se je največja vladna stranka z mandatarjem gospodem Cerarjem odločila, da nas ne želi za svojega partnerja. Kljub temu, da smo na evropski ravni člani iste liberalne družine, so ocenili, da naših glasov in podpore ne potrebujejo. Vem, da nas je večina ocenjevala, da se vlado in koalicijo sestavlja s strankami, ki imajo programsko in svetovno-nazorsko podobne usmeritve in so bila zato naša pričakovanja drugačna. Mandatarjeva odločitev pa nas je, ne glede na sorodnost in družinske povezave v Evropski stranki ALDE, postavila v opozicijo. In s tem smo se morali soočiti poslanci, vodstvo in seveda predvsem tudi vi, zaveznice in zavezniki. Nekateri smo se s tem spopadli lažje, nekateri težje, nekateri pa tega sploh niso mogli prenesti. Med tistimi, ki so tako ali drugače želeli v vlado in vladno koalicijo, sta bila na žalost tudi 2 naša poslanca. Peter Vilfan in Jani Möderndorfer, ki sta se na novo povezala. Eden v Desus, drugi v SMC. Zakon in ustava poslancu omogočata, da naredi to, kar sta naredila naša poslanca. Lahko pa se vprašamo, ali je etično in moralno, da prideš v državni zbor z glasovi ene stranke in se potem premisliš in presedeš drugam. To bodo povedali volivci na naslednjih volitvah. Še manj etično in moralno pa je pozivati poslance, da vrnejo mandat, če ne želijo sodelovati s svojo stranko, s katero so šli na volitve, v svoje vrste pa brez problemov sprejeti poslanca druge stranke. Na nek način lahko rečemo, in veliko vas mi je tako reklo, da je to tudi izdaja volivcev. Zato moram na tem mestu še enkrat poudariti, da Zavezništvo ostaja parlamentarna stranka. Ne glede na vse, ima še vedno 2 poslanki, ki nikakor nisva nepovezani. Še kako sva povezani? Stranko Zavezništvo. Pod tem imenom so nama ljudje namenili svoj glas in pod tem imenom stranke še vedno delujeva tudi v državnem zboru. Organizacijsko in tehnično pa delujeva v poslanski skupini nepovezanih poslancev. Zavezništvo ostaja parlamentarna stranka, ker so se tako odločili ljudje na volitvah. In obe poslanki, Mirjam Bon Klanjšček in jaz, vam obljubljava, da bova tudi naprej zagovarjali naša skupna stališča in si prizadevali za boljšo Slovenijo. Ne glede na to, da sva bili primorani,
da najina stališča zdaj zagovarjava v drugi poslanski skupini, se nisva spremenili in še vedno verjameva v zavezništvo. Prav je, da tukaj omenim še eno dejstvo, čeprav ga je pred mano že generalni sekretar, to je povezano s financami oziroma denarjem. Zavezništvo je edina parlamentarna stranka, ki je strani Računskega sodišča dobila pozitivno mnenje za svoje poslovanje. Velikokrat so me spraševali o financah in poslovanju, češ, pri vas tako ali tako gre vse narobe. Ta teden so vsi dobili odgovor. Z našimi financami je vse tako, kot mora biti in temu pritrjuje tudi Računsko sodišče. Čas, v katerem se nahajamo, ni najbolj prijazen. 70 let je minilo od največje morije na svetu, druge svetovne vojne. Še so z nami ljudje, ki so grozote tistih dni preživeli in nam lahko živo opišejo trpljenje, ki so ga morali živeti v tistih časih. Mislim, da se mi, ki teh grozot na srečo nismo preživljali, vse premalo zavedamo, kaj pomeni svoboda, kaj pomeni živeti v miru in demokraciji. Prav tako ne smemo nikoli pozabiti, kdo nam je svobodo priboril. Nikoli. Begunska kriza, ki smo jo zelo od blizu spremljali v lanskem letu, nam je jasno pokazala, da zelo blizu nas ljudje še vedno v 21. stoletju živijo v lakoti, pomanjkanju, strahu in trpljenju. Evropa in z njo tudi Slovenija sta ravno v tem obdobju na veliki preizkušnji. Na veliki preizkušnji solidarnosti, sobivanja, ampak tudi soodgovornosti. Slovenija je del Evrope od nekdaj, del Evropske unije od leta 2004. Za mojo generacijo lahko rečem, da so bile to naše sanje, ki so takrat postale resničnost. Slovenija je čudovita država, ima naravne bisere, ki nam jih mnogi zavidajo. Imamo pridne in delovne ljudi z dobro izobrazbo. Imamo strateško pomembno lego, ki jo moramo izkoristiti. Imamo vse, da smo lahko najboljši. Slovensko gospodarstvo je izvozno usmerjeno, kar je logično, glede na majhen domač trg. Skupen evropski trg, brez meja in brez dodatnih dajatev, je naša konkurenčna prednost. Zato je za Slovenijo edina prava pot znotraj močnejše in bolj enotne Evrope. Evropa se danes sooča z veliko izzivi. Begunska kriza, referendum v Veliki Britaniji, Grčija s svojimi problemi, ki pa so tudi naši skupni in še bi lahko naštevala. Dejstvo je, da je bilo v preteklosti narejenih nekaj napak in zato se danes soočamo s tako velikimi problemi. Begunska kriza ni od včeraj in ni nastala čez noč. Evropska unija se ni pravočasno odzvala na probleme, ki so se pojavljali v Italiji že dlje časa nazaj. Slovenija je bila prva, ki je leta 2013 priskočila na pomoč Italiji. Ampak do lanskega leta, ko je velik begunski val prišel do Evrope po tako imenovani balkanski poti, se nihče znotraj Evropske unije ni resno spopadel s tem problemom. Evropski voditelji so si na nek način zatiskali oči. Takrat je bil to italijanski problem, nato balkanski. Vse skozi pa bi moral biti predvsem evropski. Zato je bila Evropa tako nepripravljena in zato na mizi ni bilo pravih rešitev. Slovenija je svetovna velesila v solidarnosti. Vedno smo priskočili na pomoč ljudem v stiski. Nazadnje, 20 leti nazaj, ob balkanskih morijah, ko smo v svojo državo sprejeli več kot 80 000 ljudi in jim pomagali, ko so bežali pred grozotami vojne. In prepričana sem, da bomo to vedno znova pripravljeni narediti za ljudi, ki bežijo pred vojno, pred nasiljem in trpljenjem. Slovenci smo strpen, pošten in dober narod, ki to vedno znova dokaže. In vse te vrednote je potrebno ponovno združiti in okrepiti v okviru še močnejše in še bolj povezane Evrope.
Britanski referendum, ki je pred vrati, je lahko velika prelomnica za Evropo. Vse premalo se govori o tem, kakšne so lahko posledice, če se v Veliki Britaniji ljudje odločijo in rečejo ne Evropski uniji. Verjamem, da so odgovorni voditelji v Veliki Britaniji in ostalem delu Evrope naredili vse, kar so lahko, in Britancem odgovorno razložili, kakšna pot jih čaka brez Evropske unije. Močna in povezana Evropa je edina prava pot za vse nas. Tudi za Grčijo, ki se že nekaj let spopada z gospodarsko, predvsem pa finančno krizo. Tudi pri reševanju grških problemov je Evropa pokazala solidarnost in mogoče jo bo morala v naslednjih letih še malo. Seveda mora Grčija, tako kot vse ostale države, narediti svojo domačo nalogo, spremeniti določene stvari, izpeljati nujne reforme. Ne moremo pa je z odplačevanjem kreditov popolnoma zadušiti. Verjetno bo v nadaljevanju potrebno nekoliko bolj zrahljati vrv okoli grškega vratu in jim omogočiti ne samo preživetje, ampak tudi razvoj in rast. Tudi Grčija je in mora ostati del Evropske unije. Vedno znova poudarjam, zato da ne bi prehitro pozabili, kot se v Sloveniji rado dogaja. Tudi sami smo bili leta 2013 zelo blizu grškega scenarija. Domači in svetovni mediji in politični analitiki so se spraševali samo še to, kdaj bomo bankrotirali. Ne ali bomo, ampak kdaj bomo bankrotirali. Tako kot se Evropa danes sooča z begunsko krizo, se je v tistem obdobju z veliko finančno krizo. Države so pod težo dolgov in slabih kreditov v bankah padale kot domine. Grčija, Irska, Portugalska, Španija, Ciper in na vrsti je bila Slovenija. Pa ni padla, ampak je naša vlada ustavila domine v Evropi in pokazala, da smo odgovorni politiki s pravimi potezami sposobni rešiti probleme. Težke odločitve smo morali sprejemati, tudi boleče za ljudi. In točno to je odgovornost politike in politikov, da ljudem ne sadimo rožic, ampak naredimo to, kar je treba. Mi smo enkrat že pokazali, da to znamo. Slovenija še vedno sama odloča o svoji usodi, še vedno sami odločamo o poti, po kateri bomo našo državo naredili še boljšo. Evropa in Slovenija potrebujeta odgovorne politike. Odgovorne politike, ki obljubimo samo to, kar lahko naredimo. Naredimo pa točno to, kar je treba. Kot predsednica vlade sem vsak dan sprejemala odločitve. Veliko med njimi je bilo tudi težkih odločitev. Ampak če veš, da so to prave odločitve, ki bodo ljudem zagotovile lepšo in varnejšo prihodnost, se ni težko odločati. Imam občutek, da nam v zadnjih 2 letih manjka prav to. Manjka nekdo, ki bi bil pripravljen sprejemati težke odločitve za boljšo prihodnost. Slovenija je v letih 2013 in 2014 naredila ogromne korake pri finančni stabilizaciji države. Gospodarstvu smo omogočili ponoven zagon, s tem so prišle nove zaposlitve, manj brezposelnih. Še daleč pa smo bili od tega, da je bila pot okrevanja in prepotrebnih sprememb končana. Potrebujemo določene spremembe na področju zdravstva, javne uprave, lokalne samouprave. Potrebujemo nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. Mladi potrebujejo vizijo in prihodnost, in to prihodnost v Sloveniji. Ob 3-odstotni gospodarski rasti, ko ima vlada 700 milijonov evrov več prihodkov, kot jih je imela naša, se lahko zdi, da spremembe niso nujno potrebne. Lahko je trenuten občutek takšen, pa je napačen. Slovenija potrebuje odločne korake v boljšo prihodnost in to s politiki, ki si upajo sprejemati prave odločitve in naredijo, kar je treba. Zavezništvo je skupaj s koalicijskimi partnerji v takratni vladi enkrat že pokazalo, kaj znamo in da naredimo točno to, kar je treba. Ljudje so siti politike in politikov. Zakaj? Ravno zato, ker ne zaupajo nikomur več. Ker pred volitvami neodgovorni politiki obljubljajo nekaj,
in dan po volitvah obrnejo ploščo in delajo vse kaj druga. To v ljudeh sproža odpor do politike in volitev. Ampak to ni prav. Prav volitve so dan, ko ljudje odločamo o svoji prihodnosti. Ko se bodo ljudje začeli tega zavedati, se bo moral spremeniti tudi odnos politikov do politike. Postali bodo bolj odgovorni do svojih volivcev. Samo odgovorni politiki so odgovor za prihodnost. Politiki, ki ne obljubljamo gradov v oblakih, ne govorimo, da se bosta cedila med in mleko, ker vemo, da bo potrebno še nekaj solz in znoja, da pridemo na cilj. Tisti, ki še posebej ne verjamejo in ne zaupajo praznim obljubam, ste in so mladi. In sama si za svoje otroke ne želim, da bi živeli v družbi, kjer bi bilo mladim vseeno, kakšna bo njihova prihodnost in kdo bo odločal o njihovi usodi. Priča smo vse večjemu odporu mladih do politike. Mladi ne zaupajo politikom, mislijo, da se mladih politika ne tiče. A mladim ne sme biti vseeno, kakšna bo njihova prihodnost in kdo bo odločal o njihovi usodi. Izboljšanje položaja mladih mora biti ključna politična prioriteta, ki se mora izkazati v resnih namerah in v dejanjih, ne le v lepih besedah. Današnji kongres so številni težko pričakovali. Mediji o tem kongresu govorijo praktično od ustanovnega kongresa dalje. Morda so si želeli, da bi danes videli bitko ali boj med zavezniki, a je resnica daleč od tega. Vaša tako številčna prisotnost je dokaz, da je zavezništvo še kako živo in še kako enotno. Današnji kongres je programski in predstavili bomo 4 programske prioritete, ki jih bomo zagovarjali pri svojem delu. Nič ne odstopamo od svojega programa, ki smo ga sprejeli 2 leti nazaj, samo še bolj jasno bomo povedali, zakaj se bomo in se že zavzemamo. Slovenija potrebuje stabilno, inovativno in trajnostno naravnano gospodarstvo, zdrav proračun za varno prihodnost in transparentno upravljanje premoženja. Zavzemali se bomo za svobodno, varno in pravično in bolj enako družbo, ker to pomeni, da je uspešnejša, varnejša in bolj demokratična. Ampak dovolite mi, da pustim te programske prioritete za nadaljevanje kongresa, kjer bodo posebej predstavljene. Ne morem pa mimo ene, lahko tudi rečemo programske točke, ki jo moram izpostaviti. Zavezništvo je že pred letom dni predlagalo dopolnitev ustave, s tem, da se na ustavni ravni voda in dostop do vode določi kot splošna in temeljna ustavna pravica, da se prepreči privatizacija vodnih virov in da se prepreči, da bi pitno vodo obravnavali kot vsako drugo blago. Oskrba z vodo mora ostati neprofitna javna služba. Vse to, kar sem omenila, se zdi samoumevno, pa ni tako. Skupaj z socialnimi demokrati, Desusom in Združeno levico smo zato, tako kot sem rekla, skoraj pred letom dni vložili predlog za spremembo ustave. Slovenci imamo zaenkrat srečo, ker imamo dovolj čiste pitne vode. Zaenkrat. Stvari se hitro spreminjajo in na žalost na slabše. Zato je ta sprememba ustave nujna. Nujna je danes zaradi prihodnosti. Verjamem, da bo predlog zavezništva s podporo Desusa, SD-ja in Združene levice v državnem zboru dobil široko, sama bi si želela kar enotno podporo in že danes hvala vsem, ki bodo naš predlog podprli. Seveda pa v svojem uvodu ne morem mimo imena stranke. Naša stranka v svojem imenu nosi zelo lepo ime, zavezništvo. Ta beseda ima velik pomen in tudi cilj, ki smo si ga ob ustanovitvi stranke zastavili, ostaja enak. To je združevanje in povezovanje. Besedi zavezništvo smo za potrebe volitev dodali Alenke Bratušek. In to resnično samo za potrebe volitev.
Na volitvah leta 2014 smo s tem imenom uspeli. Po 2 letih pa je sprememba imena nujna. Naša stranka je levo-sredinska stranka in to, da bomo danes spremenili ime, ne pomeni, da spreminjamo našo politično usmeritev. Ostajamo svobodomiselni in sočutni, ostajamo stranka leve sredine in ostajamo socialno-liberalni. Vse to bomo samo jasno zapisali v naše ime. Predlog izvršnega odbora stranke je, da se naša stranka preimenuje v Zavezništvo socialno-liberalnih demokratov. Sama resnično verjamem v novo ime stranke in upam, da ga boste članice in člani podprli. Iskreno upam, da se strinjamo, da je prav, da imamo v Sloveniji javno šolstvo in javno zdravstvo, ki je dostopno vsem. Da se ne bi delili na tiste, ki si bodo lahko privoščili izobraževanje in tiste, ki si tega ne bodo mogli privoščiti. Da se ne bo zgodilo, da bo zdravje dobrina, ki je dostopna le najbogatejšim. Podpiram in mislim, da se tukaj strinjamo, da država mora pomagati ljudem, ko zaidejo v težave. Ampak hkrati pa nikoli nisem in tudi nikoli ne bom podpirala tega, da bi se nekaterim bolj splačalo čakati doma, kot pa si poiskati delo. Država smo ljudje in država smo zaradi ljudi. Če človek s poštenim delom postane bogat, to ni smrtni greh. Tisti, ki imajo več in so to zaslužili na pošten način, državi tudi vračajo več in s tem omogočijo, da država pomaga šibkejšim. To svobodo razumem pod besedo liberalno. Socialno-liberalna je po moji oceni edina prava smer za državo, ki si želi razvoja, ne pozabi pa na ljudi. Takrat, ko smo se s takšnim programom odločili predstaviti na volitvah, smo z državljani sklenili nekakšno zavezništvo. Zavezali smo se, da bomo ostali zvesti vrednotam, ki smo jih predstavili. Danes, seveda, če se boste strinjali, bomo to spremembo imena le še potrdili. Nikakor ne odstopamo tudi od svoje prvotne ideje, to je ideje povezovanja in zavezništev. Prepričana sem, da je edina prava pot slovenske levice, da združimo sile in vsi skupaj pokažemo, da znamo sodelovati, da se znamo dogovoriti in stopiti skupaj, ker se zavedamo, da je država na prvem mestu. Spoštovane zaveznice, in zavezniki, dragi gostje. Obstaja drobna besedica, ki težko stoji sama, ko pa se postavi k drugim, težkim in pomenljivim besedam, te zvenijo nekako prijaznejše. Odločanje postane soodločanje, udeležba postane soudeležba, bivanje postane sobivanje, odgovornost postane soodgovornost in delovanje postane sodelovanje. Ja, moj moto je besedica so, ki jo najdete tudi na začetku besede solidarnost. Tako smo vodili vlado in tako bomo delali tudi naprej, ker nam je mar za ljudi. Naj se, preden končam, na kratko dotaknem še ene rdeče niti, ki se mi zdi pomembna za delovanje naše stranke. To smo ženske. Kljub temu, da je danes v državnem zboru več kot 30% žensk, smo ženske v politiki v naši državi še vedno preslabo zastopane. Prepričana sem, da moramo to v prihodnosti spremeniti. Predvsem to velja za ženske same. Ne smemo imeti slabe vesti, če mora del domačih opravil prevzeti nekdo drug. Če moramo na primer v soboto v Ljubljano na kongres stranke. Ne smemo imeti slabe vesti, če kdo drug pelje otroka na popoldanske aktivnosti in če ne uspemo vsak dan skuhati kosila. Ni tako dolgo nazaj, ko ženske nismo imele volilne pravice. Ni tako dolgo nazaj, ko ženske nismo smele nositi hlač. Si danes ženske sploh lahko to predstavljamo in razumemo? Ne moremo. In verjamem,
da bo čez nekaj let tudi to, da bodo zasedale najvišje položaje v politiki in gospodarstvu, popolnoma normalno. Smo pa samo mi, ženske, tiste, ki lahko to prakso spremenimo. Mi smo tiste, ki bomo pogled na to v naši družbi spremenile. In to ne z besedami, ampak z dejanji. Kljub temu, kar sem ravnokar povedala, pa mi dovolite, da ima zadnjo besedo moški. Svoj govor bom namreč zaključila z besedami velikega Janeza Drnovška. Čeprav danes komu izgleda še nemogoče, bo jutri res. Boljši svet nastaja s seštevanjem vseh naših dobrih dejanj, prijaznih misli in miru v duši. Le vztrajati je treba na tej poti. Če tudi je včasih težko, vztrajajte. Zato, dragi moji zavezniki, vztrajajte in vztrajajmo. Srečno zavezništvo in srečno Slovenija!